Danes se bomo pogovarjali o lastnostih zaporedne in vzporedne vezave. V prvem primeru imamo zaporedno vezavo. Tukaj vidimo, da so uporniki vezani en za drugim. Zdaj, ti uporniki so lahko žarnice, lahko bi bili, likalniki, računalniki, pač nekaj, kar je vezano eno za drugo. Vsak porabnik električni ima namreč svoj upor, zato je hkrati tudi upornik. Pri zaporedni vezavi tok teče najprej čez prvi upornik, potem teče naprej skozi drugega in potem v tretjega. Če hočemo pri zaporedni vezavi dodati še en upornik, imamo nekaj težav, ker moramo najprej prekiniti žico in potem lahko narišemo še dodatni upornik. Pri vzporedni vezavi tok ne teče najprej čez enega in potem čez drugega, ampak tok priteče do razvejišča in tam se razdeli, nekaj ga teče tukaj, nekaj ga teče tukaj. Koliko toka teče na vsakem od upornikov, je odvisno, kako velik je ta upornik. Če je recimo upornik R2 velik 40 ohmov, oziroma rečemo 40 kiloohmov, upornik R1 pa samo 4 ohme, torej je 1000-krat manjši, potem bo večino toka teklo skozi upornik R1, ker se manj upira, medtem ko R2 bo prevzel le manjši del toka. Tok teče po vsaki veji posebej, potem se pa tukaj zopet združi. Tok I2 je torej majhen, tok I1 velik, potem se združi skupaj in tukaj tečeta oba tokova naprej, to je ta skupni tok. Pri vzporedni vezavi brez težav dorišemo še kakšen vzporedni upornik. Ni nam treba nič razdirati, samo narišemo R3. Zaporedno in vzporedno vezavo lahko primerjamo z vrati na stadionu. Ko se tekma nogometna začne, morajo iti vsi ljudje, ki pridejo na tekmo, skozi več kontrol. Pregledajo, ali imajo s sabo kakšne stvari, ki jih ne smejo imeti, pogledajo jim karte in zato se stadioni polnijo včasih tudi več ur. Čez eno, mogoče čez 2 vhoda. Lepo po vrsti, preden je cel stadion napolnjen. To je zaporedna vezava. Zaporedna vezava pravi, da grejo skozi ena vrata oziroma čez eno kontrolo, kjer kontrolirajo karte, pa čez drugo, kjer kontrolirajo, če ima kakšne nevarne substance s sabo, in ljudje grejo skozi vsa vrata in zato se premikajo počasi. Tok I je majhen. Počasni premiki. Ko je tekma končana, odprejo veliko izhodov. Lahko grejo ljudje tukaj ven, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Ogromno vrat imajo ponavadi na izhodu ti stadioni in ljudem odprejo vsa vrata. To pomeni, da lahko ljudje izbirajo, čez katera vrata grejo. To je tako kot pri vzporedni vezavi. En tok se razdeli v več tokov čez vsaka vrata in seveda je tok potem teče zaradi tega hitreje. Vsaka vrata predstavljajo en upornik, čez vsaka vrata gre en manjši tok, ampak skupaj gre skozi veliko ljudi. Zato se stadion na koncu zelo hitro izprazni. Poglejmo še, kako bi vzporedno in zaporedno vezavo primerjali z vodnim tokom. Če pogledamo zaporedno vezavo,
si lahko predstavljamo, da imamo na strugi reke vezanih nekaj mlinčkov. In sicer na različnih višinah. Takole. Prvi naj bo vezan tukajle in ta mlinček se bo vrtel. Potem drugi naj bo recimo vezan tukajle, tudi ta mlinček se bo vrtel. In tretji mlinček naj bo vezan tukajle. To so mlinčki, ki so vzdolž reke postavljeni zaporedno. Voda najprej teče čez enega, pri tem se zgodi določen padec, potem teče čez drugega, se zopet zgodi določen padec napetosti in čez tretjega, ko se zopet zgodi nek padec napetosti. Se pravi, na prvi pade, na drugi pade in na tretji pade. Ker vemo, da je napetost kot razlika v nadmorski višini, je potem skupni padec napetosti U skupna enaka vsoti padcev vseh napetosti. Medtem ko tok skupni pa je enak toku skozi vse te mlinčke. To je naša zaporedna vezava. Se pravi, tokovi so povsod enaki, padci napetosti niso, ampak skupni padec napetosti je enak seštevkov posameznih padcev napetosti. Če si sedaj pogledamo še vzporedno vezavo, pri vzporedni vezavi se zgodi tukajle, tako kot na tej reki. Najprej imamo en tok, ta skupni tok, ki pride do sem in se potem razdeli v dve veji. Tok I1 in tok I2. Tako kot tukaj. Najprej imamo eno strugo, potem se ta struga razdeli v dve. Eno in drugo. I1 in I2. Toliko vode, kot je priteklo, toliko je mora odteči. Zato tukaj velja, da je tok I skupni, torej ta tok, ki bi bil tukaj na bateriji, enak vsoti tokov na posameznih porabnikih, upornikih. Kar pa se tiče padca, pa vidimo, da tukaj, če imamo tukaj en mlinček, pa na tej strugi en mlinček, če tukaj pade, ne vem, če govorimo o nadmorski višini, da je to padec 10 metrov, je tudi tukaj 10 metrov. Tako je tudi tukaj z napetostjo. Skupni padec napetosti je enak napetosti na vsaki od struge. Se pravi, skupni padec je to, ampak ta padec je tudi na prvem in na drugi veji tukaj notri. U je torej enak U2 in je enak napetosti U1. No, poglejmo, kaj se dogaja s tokovi pri enosmerni vezavi. Če imamo baterijo, ki je 9-voltna, in 3 upornike, vsak od njih je 10 ohmov, skupni upor je torej 30 ohmov, imamo potem skupni tok I enak U deljeno z R, torej 9 voltov deljeno z 30 ohmov, 9 deljeno s 30 je 0,3 ampere. In ta tok teče ves čas, povsod. Vemo že, da če bi napetost na viru povečali, bi se tudi tokovi povsod povečali. Če bi napetost iz 9 voltov povečali na 90 voltov, se je napetost 3-krat povečala in tudi tokovi so se 3-krat povečali. Če napetost zmanjšamo, se zmanjšajo tudi tokovi. Poglejmo še, kako je s padci napetosti. Napetost na viru, torej naša gonilna napetost, je 9 voltov. Padec napetosti na prvi žarnici je 3 volte. Takšen padec je tudi na drugi žarnici in tudi tretji. Ker je na vsaki žarnici padec napetosti 3 volte, je skupni padec napetosti 9 voltov. Poglejmo, če to drži.
Drži. To se zgodi, če so žarnice enake. Če bi žarnicam dali različne opore, recimo, da je ta 10, ta naj bo 20 ohmov. In ta recimo 15 ohmov. Ali pa 30 ohmov. Takole. Gremo na 30 ohmov. Poglejmo, kaj se sedaj zgodi. Skupni upor je seveda večji, 10 plus 20 plus 30 je 60 ohmov, ker je še tukaj vedno 9 voltov. Imamo zdaj 9 voltov deljeno 60 ohmov in 0,15 amperov. Zato tok teče počasneje, žarnice tudi manj svetijo. Če zdaj izmerim padec napetosti. Skupni padec napetosti je še vedno 9 voltov. Padec napetosti na prvi žarnici je 1,5 voltov. Druga žarnica ima dvakrat večji upor in padec napetosti je zato dvakrat večji. Tretja žarnica pa ima trikrat večji upor kot prva žarnica, zato je 4,5 voltov, kar je ravno trikrat več kot 1,5 voltov na prvi. Še vedno pa velja, da je seštevek 1,5 plus 3 je 4,5 plus 4,5 je 9. Je 9 voltov. Tako, skupni padec pa je 9 voltov, to kot je gonilna napetost. To velja za zaporedno vezavo. Kaj pa velja za vzporedno vezavo? Isto imamo baterijo z 9 volti. Tukaj imamo zdaj 3 žarnice, vsaka od njih ima upor 10 ohmov. To pomeni, da je njihov skupni upor 10 deljeno s 3 okoli 3 ohme. In iz tega dobimo potem, da je skupni tok 9 voltov deljeno z 10 tretjin, 9 deljeno s 3, kar je malo manj 3,3, kar je 2,7 amperov. Ampak ta tok 2,7 amperov, vidimo, da se zdaj deli. Ko se odcepi prva veja, gre en del toka sem, druga naprej. Zakaj gre tukaj večji del? Ker ga tukaj čakata še 2 opornika, ampak njun skupni upor je manjši, ker sta tukaj 2 vrati, tukaj grejo ljudje skozi 2 vrat, tukaj pa skozi 1 sama. Kar pa je pomembno, tukaj vidimo zopet 1,8 ampera, gor gre 0,9 ampera in tudi tukaj vodoravno gre 0,9 ampera. Ko se ta 0,9 in 0,2 združi, vidimo, da so elektroni hitrejši. Seštevek je 1,8 ampera, ko se prilije še ta veja, skupaj 2,7 ampera. Če tukaj izmerimo napetost, bomo ugotovili nekaj zanimivega. Napetost je 9 voltov. Tudi na prvi vzporedno vezani žarnici je napetost 9 voltov. In tudi na drugi. In tudi na tretji. Ko smo imeli zaporedno vezane, je bil napetost na vsaki tretjina celotne, če so bile žarnice enake. Ko pa so bile žarnice različne, je veljalo pravilo, da večji kot je upor, večji je tudi padec napetosti. Poglejme, če to drži tudi tukaj. Namesto 10 voltov bomo tej žarnici dali 20 voltov in tej žarnici 30 voltov. Tako. Vidimo sicer, da tista žarnica, ki ima najmanjši upor, se pravi prva z 10 volti, da skoznjo teče tok najhitreje, kar je normalno. Če se bi peljali z avtom in bi imeli možnost, da gremo po cesti, kjer je več upora, se pravi večja gneča, ali po cesti, kjer je manjša gneča, manj upornikov, tam se bi zagotovo odločili, da gremo tja, kjer je promet bolj tekoč in hitrejši. Kaj pa se zgodi z napetostjo? Napetost na bateriji je še vedno 9 voltov. Prva žarnica z 10 ohmi ima padec napetosti 9 voltov. Kaj je pri drugi? Drugi upor je dvakrat večji, ampak padec napetosti pri vzporedni ostane enak. In tudi pri tretji padec napetosti ostane enak.
Poglejmo si zdaj to, kar smo ugotovili v vezavah, še na shematskem prikazu in zapišimo naše ugotovitve. Kaj smo ugotovili? Pri zaporedni vezavi je skupni tok ali gonilni tok enak toku na prvi, drugem in tretjem uporniku. Se pravi, pri zaporedni vezavi velja, da je skupni tok enak toku skozi posamezne upornike. Medtem ko skupna napetost U, lahko rečemo tudi U skupna, pa je enaka seštevku padcev napetosti na posameznih uporih. U skupna pa je U1 plus U2 plus U3. Pri vzporedni vezavi smo ugotovili, da je napetost, ki je na bateriji, enaka napetosti na posameznih upornikih. Pravi, U skupna je enaka U1, je enaka U2, je enaka U3. Medtem ko skupni tok se razdeli na tok skozi prvi upornik, drugi upornik in tretji upornik. Je I1 plus I2 plus I3. Kje teče večji tok, je odvisno od tega, kakšni so upori. Tam, če je upor 2 recimo manjši od upora 1, to pomeni, da bo več toka šlo skozi R2, to pomeni, da bo, rajšmo 1, 2, takole, da bo I2 tudi, da bo I2 večji od toka I1. Se pravi, tok, ki gre skozi upornik R2, je v tem primeru večji od toka, ki gre skozi upornik R1.